Res je, dober dan. Spet smo se srečali. Kako že? Ja, ne da smo že, kako je drugač. Ja? Ja. Kje pa? Kje obravnava? Mislim, da sem, ki sem ti obravnava. Bil sem že pravi, slovno sem videl pogovor. Odgovarjala druga stvar. Takole je, vete, jaz bi vas prosil za pomoč, da nas je tu glede mojega očeta, ki je šel v bolnico, ja, 2 meseca nazaj, zaradi prenovljene krvi. In stanje se mi je poslabšalo, sistematsko. S tem je bil en teden nazaj, pa tam nekje med... V bistvu se je boril za življenje, zaradi dehidracije. Bil je dehidriran, pil ničesa ni užival, tekočine, kot bi jo moral. Predtem so z mamo oba, oziroma vsi trije so imeli COVID. Nismo mogli na obisk. Enkrat, ko sem to res prišli na obisk, je bil pa v groznem stanju. Zaradi tega, ker sem omenil s tem, da je zdravnica v zgradi Defrančisija, ki so ta stara zgrada za negovanje, za rehabilitacijo nekje. Stara rumena? Kje je zgrada? To je tista zgrada, tista čisto stara, prva, še tista najstarejša zgrada. Ta zraven lekarne? Nasprot bolnice, tam zraven lekarne. Ampak tista se zdaj obnavljate, ne? Tako ne. Je še v funkciji? Še je v funkciji, notranje negovanje, Pa je delam tam? Bil je tam... To je v času COVID, verjetno, ne? Veste kaj je zdaj? Bil je zraven, da se bomo nevrološki oddelek. Nevrološki je v novem delu? Ja, tako, v novem delu, v tej splošni bolnišnici Novo mesto, na 3. nadstropju je. In tam noter je bil, s tem, da zdravje, ne vem, kako bi ocenil, ali se mu je izboljševalo, ali se mu je slabšalo. Je že prišlo do tega, da pred enim mesecem, da so ga, ali bi ga dali v dom za starejše občane, ali pa, kot je mama želela, da bi se ga dali v dom za starejše občane, ali pa domov. In ker ona ni bila seznanjena s tem, da sem jaz neposredno prišel na tako v kontakte z zdravnico, ena od zdravnic, ne gospod Jančevo, ki je bila zdravnica tam na tem nevrološkem oddelku, ampak mislim, da je, ne bom rekel, kako da je Rejca, tako nekaj takega, ne vem, da ima zadnje ime, se pravi priimek. In mi je vprašala zdravnica, enkrat sem prišel na obisk včeraj, so rekli, da bi me zdravnica želela videti. Zdravnica mi je predstavila ali dom za starejše občane, ali kako bi želel, ali bi ga želel domov. Jaz sem rekel domov. Zaradi ene stvari, katero bom tudi želel spregovoriti s vami o tej stvari, se pravi zaradi same situacije, ki je očeta pripeljala do tega, da je moral sploh v bolnico 2 meseca nazaj. Ampak k temu bi se še vrnil nazaj. Ne, zdaj podivna zadeva je taka, da nadaljujem očeta so premestili domov. S tem, da bi je oče doma, da sem jaz začel za njega skrbeti, vendar nisem imel popolnega skrbe nad njim. Se pravi, imel sem ga lahko hrano, da bi imel pripravo, kot sem jaz želim, da bi jo jedel, kar to je tisto, kar jaz mislim, da bi je primarno pripravljeno na to bolnišnico. Pa mama, ki bi rekel, ne dovolj. Mama ima svoje kriterije in ne bom rekel niti, da so to njeni kriteriji, ki so zadeve, katere bi se nazaj vrnil, se pravi stvarem, katere se očeta pripeljala na splošno, na razhod v bolnico. In po 2 dnevih, potem, ko mi je oče povedal, ki je bil doma,
mi je rekel, da se ne počuti dobro, da mi nekakšne takšne splošne znake kapi, sem poklical spet Rešica, da se ga premestil nazaj v bolnišnico Novo mesto, se pravi na nevrološki oddelek se ga premestil. Tudi je Rešic prišel, ko se ga vprašal kako, nisem mogel vedeti, ali dejansko se mu je to ponovilo, ali ne, ker je nikam skakal. In zaigrati se s tem ni, če bi se s tem igral, bi dejansko je odgovornost prevzel in res ne moreš. Tako lahko sem nazaj v bolnico, tam je bil nekaj časa, potem se ga pa premestil na ta oddelek za negovanje, tam je pa res kritično ratalo, kot sem omenil, dobili smo COVID, bili smo doma z mamo, so doma tam 14 dni, pa pa še nismo bili 20 dni, nekaj takega. Se sploh nismo videli 3 tedne. S tem, da sem res prišel na obisk, je bila situacija popolnoma kritična, se da tam en teden pa pol nekaj takega nazaj. Hvatil se, da čakam na naslednji dan, da bo je 3 vzel, pa je bilo očitno, ker mu je srce tudi delovalo tako, videl, da se ljudi dehidrejo. Sem jih prosil, če bi se dalo mogla, ker ne pije, ker ne uživa nobene tekočine, če bi mu se dalo mogla intraveno, mogla se pravi fuzije, če bi se mi dalo ga malo hidrerati. Kar so storili še tisto popoldne, s tem, da naslednji dan se ga pa spet premestil nazaj na nevrološki oddelek. Tam pa stvari niso, tam je dugo seveda, tam so mu nadaljevali, ker me je razveselilo, da so mu nadaljevali tisto navodnjavanje, vendar med tem je prišlo že do moje odločitve, da bi me zaprosil za premestitev očeta domov. Se pravi v dom, se pravi prišlo je moje odločitve, da zaradi nezboljšanega stanja, zaradi tega, ker sem videl način, na katerega se ravnali v bolnici za njim, se pravi priključen na mašine, s tem, da je že do tega prišlo, da morda naslednji dan, da še ne bi bilo. Nadaljevanje tega pripelje, oziroma ta 2 meseca, očitno je prišlo do popolnega uničenja človeka. Ne morem drugače reči. Takrat je še vedel, kdo sem, še sem se pogovarjal, vse je bilo. Vidite, da je enostavno povedano sistematsko do tega, da je čist zmeden noter, če se mu približali, mogoče zdaj recimo slušni aparat, ki je takega, reagira nekako razdraženo, preplašeno, čudno. To so stvari, katerih jaz opazil pri očetu nisem. Tudi tiste, ki so predhodno govorili, češ da je dementen in take stvari, so stvari, s katerimi se jaz ne strinjam. Oče šel v bolnico zaradi ene stvari, katero bom zdaj, da bi želel potem razjasniti z vami. Ampak prej to naredim. Ko sem se odločil, da bom očeta dobil nazaj v dom, vse domov, ne v dom za ostarele, sem se zglasil tukaj na sodišču, moji rebovi, dobil sem tisti papirček, seznam, se pravi potreb, dokumentacije, katere moram izbrati, da jo lahko predložim sodišču, da bi postal njegov skrbnik. Kaj to pomeni? To pomeni, da bi jaz deloval neodvisno od mame, se pravi, da bi jaz skrbel za očeta, da bi jaz kuhal, da bi jaz vaje delal z njim in tako naprej, take stvari. Moram reči, odkar sem se vrnil iz Poljske, tam leta 2020, da vsakič, ko smo midva začela delati, se mu je stanje izboljševalo, da bi bil pač taka hrana, ki sem jaz želel, da jo je, da jo uživa, namesto kruha pa take masti, pa take stvari sem pač hrana taka, ki je potrebna za funkcijo človeka dejal, omejeno, od njega sem tudi zahteval, da se gibljava in tako naprej, in to je bilo vse v redu, ampak vedno je šel nazaj k mami. In tam je vedno bilo ene take obroke, ki so bili zelo, zelo neprimerni. Zdaj pa, da bi jaz njemu pomagal, se pravi njega rehabilitiral, vsakič nazaj prevlekel k zavesti. Potem pa, da bi on šel nazaj tam,
kamor je sam meni omenil, glede mame, je uslužbenka novomeške občine. Tega dela ne bom, ker je samo uničevanje. Se pravi, zguba časa, trud, ki ga vložiš noter, in je na koncu nekdo odločuje, ki niti ne dovoli, da bi zbral tista hrana, ki je potrebna v trgovini, da bi tisto kupil. Se pravi, se tukaj sodelimo na hrani in sploh na nekakšnih stvareh, ki bil je označen kot diabetik, mama je potem začela prediti celo, da ni diabetik, dobil je neka taka hrana, ki bi položila v grob 20 starega junca. Zdravega popolnoma. Tega jaz ne morem delati. No, se pravi, jaz sem se odločil za skrbništvo, da bom šel preko sodišča, da bom te zadeve uredil. V ponedeljek sem dostavil zdravnici Jančevi, ki je bila zdravnica v nevrološkem oddelku potrebne dokumentacije. Se pravi, napisal sem jo, izrazil sem želje, da mi pač napiše svoje mnenje, v očetu, kakšnem stanju se nahaja, plus kartoteka, bom rekel, reči, tiste zdravila, tiste zadeve, pač kar se jih zahteva na sodišče, sproži postopek za skrbništvo nekoga. Je pa prišlo do tega, moram reči, naslednji dan, ki sem se tam zglasil, se pravi, mi je bilo rečeno, da oče dobil namesto tega, da ni nobene potrebe, potem upravno bil premeščen, da dom za ostarele. Zdaj, da ona tega ni izvršila, se pravi, tiste moje prošnje, se mi zdi narobe, jaz ne vem, če to njej zakon dovoljuje ali ne. Tega ni izvršila, ni podala mnenja, ni podala, ne bom rekel, tiste kartoteke, ničesar ni podala, samo dejstvo sem dobil, da oče bo bil premeščen v dom za starejše občane in moram pri tem izraziti, že tako sem htela izraziti, nezadovoljstvo z njeno odločitvijo glede tistega, kar sem jo prosil, sprav tiste dokumentacije, da bi dobil, to je ena stvar, druga stvar pa... Ni dala, ničesar ne dala. Jaz sem dostavil, to imam tam v kuverti, sem dostavil vse, da bi dobil te stvari, ni dala. V ponedeljek se to stvar dobil. Mislim, da ura je bila pa 12:30 implikacije. V torek mi bo rečeno, da tega sploh ne bo potreboval, ker bo v četrtek bil premeščen v dom za starejše. Ki je bil konec debate z mano. Še vedno sem ustrajal na tem oprosu, vendar, ker pravijo, Božja beseda je zadnja. Zdaj takole, s tem zadovoljnim nisem, to je ena stvar. Druga stvar, zdaj, če on ne more funkcionirati, oziroma sem stanje poslabševalo sistematsko, oziroma v bolnišnici, kako bo on sploh funkcioniral v nekakšnem domu za ostarele. V bolnišnici ima oskrbo, zdaj se pa nahaja v enem stanju, ko sem jaz ocenil, in to lahko predvajam na posnetku, v katerem se odziva celo na slušni aparat, če bi ga želel staviti v oko, s tem, da se mu primerno približaš, da opozoriš na nekakšen takšen paničen, prestrašen, zmeren način. Kar bi morda celo povezal, morda s srečanjem z eno zdravniško sestro, katero je prišlo pač že pred mano, enkrat 16, mislim, da je bila ena zdravniška sestra, ki je šla noter v sobo med obiskom in je rekel, sem temperaturo, bom zdaj, prosim, mi kar narete to, ne. Ampak vidim, da ona je kar vzela tista aparata, za merjenje temperature in je kar žotena, da je noter v šest nekaj spod. To je pizdarija malo neprimerna stvar. To je ena stvar. Pa se je človek prestrašil s tem, da je prišel iz njene strani, da ni takega glasnega kokodakanja, parenjenja tiste stvari, ne bom to. To je tako, bom povedal. Odvisno je tu od stanja človeka, ampak moj oče je 91 let star pacient v tej bolnici in
Ravno je bilo to, da je bil premeščen iz oddelka za oskrbo iz Frančiškijeve, kjer je bil od danes na jutri še živ, nazaj v bolnišnico. Seveda, to pomeni, ali je to nestrokovnost, nestrokovnost kadra v sami bolnišnici, definitivno pa, kot sem predhodno omenil, če ga bo premestil v dom za ostarele, pod takšnimi zdravstvenimi pogoji, kot je to zdajle, je to definitivno nimajo take oskrbe zdravniške v domu za ostarele, kot je imajo v bolnišnici. Prav, da tukaj, glede tega samega tukaj, s tem se že ne morem strinjati. Sploh pa način, na katerega so mene sprejeli v bolnišnici kot njegovega sina, je bil omejen na, glede na obiske, na nekakšen, tukaj bi rekel temu po angleško discouraging, na nekakšno strahovanje, na nekakšen način, ki bi mi omejil približevanje svojemu očetu oziroma sploh, da bi mi jaz probal nuditi pomoč, se pravi, probal ga iz tega ven dobiti nekje domov in mu nuditi svojo pomoč. Način je bil takšen pač, da problemi so bili za temi COVID, zahteva so mogli, da imamo ta COVID potrdilo od začetka, če nisi bil cepljen, niso vedeli ničesar, niti v bolnici, niti v zgrabi, kje se to dobi, glede na zdravstveno zavarovanje, da bi videlo, to so bile velike komplikacije. Potem so se te stvari kar naprej vrstile z omejevanjem ene osebe in časovno na dan, glede obiskov, potem je bilo pa to. Ampak veste, kako je. Njega nihče ni bril tam v bolnici, recimo. To so vse take stvari, ki potem prideš na obisk, pa delajo neke druge stvari noter med obiski. Recimo, da bojo prebijali med obiski in tako naprej. Se morate pa tole, če je to časovno omejeno, recimo na 15, celo na 15 minut na dan je bilo omejeno, s tem, da pa sem moral celo neke dovolilnice dobiti od zdravnika. Predhodnih 30 sem najal, zato da bi zdravnik napisal dovolilnico na moje ime glede obiska tisti dan, bi ga pustil pri vratarju in s tem, ko bi se moral zglasiti pri vratarju, bi vratar te zadeve preveril, če sem to jaz, in potem je to bilo to. Tako je bilo za vse, to ni bilo samo za vaš moči. Ne vem. Prišlo je tudi do telefonskih klicev, med katerimi, glih zaradi tega, ker vi pravite, sem dvomljiv po temu. Ker je prišlo do tega, da ni bilo ravno tako in so hoteli vedeti, kdo kliče. In potem, ko so vedeli, kdo kliče, potem je tako bilo. Sploh se mi je pa narobe zdelo, da sem klical, da mi je bilo rečeno, da od zdravniškega osebe, da se z mano glede očeta sploh ne menijo, ampak samo z materjo. Ja, to je zelo zelo. Zdaj, kar sem zdaj povedal, sem veliko hotel vas vprašati in tak občutek imam, da pač mama ve o tem, oziroma da pač mama želi, da se tako je z njim delno. Zdaj, ali zdaj šel v bolnico, da... A ste lahko prosim specifični? Ja, to je zelo dobro, ker se mama želela, da se to z njim delalo. Mislim, delalo. Tudi to, da bi šel dom zdaj, no? Mislim, da je to. Mama je želela očeta v domu. Primarno omenil, takrat, ko je ena zdravnic, je nekako uspela očeta domov dobiti, je prišlo do tega, da mama ni vedela, da bo oče prišel domov. Mama njega ni. Se vidi na lastno roko tako odločil? Glejte, to je moj oče in on ima bistvo pravice do doma kot mati. Kakšno ste pa vedela z mamo v odnosu? Hvala Bogu. Se v tem mestu se ne odločate skupaj? Jaz ti želim najboljšega, ne zastopte. Ampak bom še enkrat ponovil. Moj oče ima bistvo pravice biti doma doma. Jaz sem se pripravljen premestiti na spodnje nadstropje, tam
svoje življenje začeti umeti, najmanj svoje življenje, hvala Bogu, da je viden, da je okolj, da je živo, da je vse ok, a me zastopi. Samo omejevati na kakršen koli način človeku pravico tam, da bi bil, oziroma da bi živel, jaz tega ne dovolj, čisto tako odgovoril. Ne, da se ne bom strinjal, jaz tega dovolj ne bom, čisto tako. Zdaj pa zakaj se to se zgodilo, kako je do tega prišlo, kako je do tega pripeljalo. Jaz sem bil danes na državnem tožilstvu, oziroma tukaj pri tisti zgradbi, sosednji zgradbi od tega regionalnega sodišča, se pravi tega Jeregovega, tam ki je bila bivša policijska postaja. In sem se pogovarjal, kako se je zgodilo, da sem imel priložnost pogovoriti z državno tožilko, glede situacije same. Zdaj, ker sem prišel na svet, primarno sem hotel po brezplačno pravno pomoč, in sem rekel, zakaj ne bi šel tam, pa bi vprašal, če bi se dalo, morda bi se posvetoval s državno tožilko glede teh stvari, kako in kaj, morda ona, ker je vaše naslavljanje problema. Se pravi, če bi bilo tisto, kaj je očeta pripeljalo noter v bolnico. Očeta v bolnico je pripeljalo to, da so mene leta 1995 pripeljali iz Združenih držav Amerike v Slovenijo in nad mano začeli izvajati postopek NK Ultra. A ste seznanjeni s postopkom NK Ultra? Ne bi vedeli, kaj je postopek NK Ultra. Se pravi, vi ne bi vedeli ničesar o uporabi sredstev, ki dovoljujejo nekomu, ki je pod vplivom sredstev, da se manipulira njegovo podzavest. Ja, kaj še ste? Ja, očitno, da tukaj gre za nekakšna, odvisno kako hočete imenovati, za nekakšna sredstva, ki se uporabljajo zato, da se človeka stavi v podzavestno stanje, s tem, da imate vi še vedno vpliv z drugim besednim pravnim možganjem, po slovensko se temu reče, brainwashing. To se imenuje NK Ultra. Vi nič ne bi vedeli o tem, kaj? Niste še slišali za to stvar. Zanimivo. Kako bi pa to dokazal? Jaz sem že to stvar dokazal. S tem, da je bilo zelo veliko ljudi vpletenih v to zadevo. V to zadevo je bila vpletena vaša policija, ne bom rekel niti vaš predstojnik, gospod Ogulin ali pa recimo gospod Olaj, ki je bil tukaj premeščen v Ljubljano. Kako NK? Se lahko napišem vam, če želim. Da bom pa malo pogubal, no? Ja, seveda, kako da ne. Res. MK, tako da se napiše pa U, L, T, R, A. In tukaj gre za uporabo sredstev, ne bi se jaz spuščal v klasifikacijo takšnih sredstev. Ampak uporabo sredstev, to je pa ena druga stvar, katero tudi ne bi želel diskusirati. Uporabo sredstev za manipulacijo, bomo napisali tukaj človeške podde. Vidite, pod, in tukaj črto, zavest. Kaj to pomeni? To pomeni, da si samo toliko priseden pod temi sredstvi, da tisti, ki ima nadzor na tabo, lahko izvaja, kar pač želi. Se pravi, takrat, ko te stimulira, da lahko dobi določene reakcije od tebe. Zato se gre. To se pravi možganov po domače povedano. Glede, stvar je taka. Tisti, ki to zadevo izvajajo, vendar primarno je bila slovenska policija.
Na drugem mestu, ki je te stvari za njih izvajajo, je bila ljubljanska psihiatrija, ali rečemo slovenska psihiatrija. Tisti, ki je ščitil obe strani, je bilo slovensko, če hoče temu tožilstvo, slovenski pravni organi, vrhovno sodišče, uslužbenci vrhovnega sodišča sami so bili vpleteni v to zadevo. Bolnica Novo mesto, splošna bolnica Novo mesto je bilo to zadevo vpleteno leta 1995. Prvič, ko sem imel v takšnem stanju, so me pripeljali z Miami, iz Amerike, ki je bilo ravno te zgrade, De Francisci. V Ameriki? Ja, jaz sem še tam živel v Ameriki, delat sem šel. Oni so vam podali pripeljati? Tukaj so se preko tega primera začeli zbirati politiki, takšni kot je Putin, George Bushov, Trump, Merklova, Macron. Ok, da smo nam podali zašli. Kaj imajo pa sredstvo zdaj zveze z vašim očetom? Vse, recimo vse, popolnoma vse. Recimo, ko sem bil danes na tistem sodišču, na tistem sodišču tukaj na Jerebovi 2, recimo. Ena prvih stvari, ki je hotel, recimo, britanski Charles, princ, ki je tukaj prišel videti, je bilo to sodišče tam je šel osebno noter, so pregledali tako in kaj so se začeli dogovarjati. To kakšno tole zadevo ima. Če človek nima dokazov, da je do tega prišlo, tudi ne more dokazati, da so se tukaj politiki zbirali v Novem mestu. Se pravi, da ta zadeva tukaj za ene take stvari, glede na to, da so se te politiki dobesedno zbirali v naši hiši v Novem mestu, je bila pod nujno mene prikazati kot psihičnega bolnika. Na zastopke. Zdaj pa, da sem jaz identificiral tudi vaše uslužbence tam na sodišču, verjetno, ne vem, bom rekel več kot 1000 ljudi, na Poljskem, na Češkem, Slovaškem, v Belorusiji, Sloveniji in tako naprej. Mislim, da jasno nakazuje, da ta zadeva tukaj, če hočeš do nje prideti, če hočeš to zadevo uresničiti, predpogoj za to zadevo je uporaba domačega okolja, se pravi očeta, matere, sestre v mojem primeru nečakinje, da jih obrneš, da jih v bistvu spremeniš v svoj instrument, katerega potem izvajaš tisto, kako bi rekel, definicijo paranoidne šizofrenije, ker s tem so mene žigosali leta 2014, ljubljanska psihiatrija me je. Kakšno vezo ima, kako je to očeta pripeljali noter v bolnišnico? Med pranjem možganov, med MK Ultra so mene večkratno, ne samo enkrat, to se je zgodilo večkrat kot samo enkrat, pripeljali v bolnišnico Novo mesto, na kar naj bi bili obiski očetov. S tem, da mi je bilo pa obljubljeno, da bo oče bil na nevrološkem oddelku, 100%, da bo dobil klap, veliko prejemno je zgodilo od strani delavcev oziroma zaposlenih v splošni bolnišnici Novo mesto. Zdaj, prišlo je do uporabe virusov, se pravi, prišlo je do zlorabe iz strani bolnišnice Novo mesto, je prišlo do uporabe kako bi rekel temu, namernih virusnih obolenj. Bolnišnica Novo mesto je med postopkom MK Ultra uporabljala, na meni testirala viruse, za katere so upali, da me bojo v bodočnosti pripeljali v bolnišnico Novo mesto. Kaj ste se pa vi zdravo v bolnišnici? Odlično. Glik za to zadevo, za MK Ultra.
Ker poglejte, malo pomislite. Če jaz rečem na tako stvar, ko sem vam zdaj res pomenil, recimo, da so na mene uporabljali te viruse, preko katerih so hoteli prikazati, da sem nekakšen paranoid, da sem nekakšen šizofrenik, da vidim stvari, katerih ni. Potem to ima vso vezo tukaj, MK Ultra, če hočeš ti nekoga prikazati, da je ta človek umsko bolan, potem pač moraš takšne stvari izvajati. Prosim? Točno. V osnovi sem pa šel v bolnico zaradi tega, ker naj bi napadel matere, očeta, ne vem, fizično, verbalno in ne vem kaj je. Doma naj bi izvajal nekakšno psihično, fizično nasilje. Zaradi tega sem pa primarno šel v bolnišnico. Kot sem omenil, skoristil... Kaj je to bilo? Na leta 2013. No. In takrat so vam... Kako? Prvo vprašanje, zdaj pa bil vprašanje. Izvajali v bolnici nad vami? Ne. MK Ultra so nad mano izvajali že od leta 1995. Kdo? V bolnici niste bil takrat? No, sem povedal, kdo. Večkratno sem zapeljal tudi med postopkom MK Ultra v bolnišnico. In oče? Veste kaj, vedno je bila policija prisotna. Najeli so tudi privat firme, varnostne firme, katere so uporabljali, recimo za sodstvo, za bolnico, da če policija ni mogla pokrivati, so imeli privat varnostne firme, katere so uporabljali varnostnike, da so sistem kupili tudi. Tako se je ta zadeva vedela. In kakšno vezo ima tudi za očetom? In tudi on bil pod tem? Tako. Tudi on je bil podvržen tem sredstvom, on je bil tudi eden od ljudi, ki ga je država Slovenija uporabila za te zadeve. Torej, on ni pri tem sodeloval kot storil, on je kot žrtev? On je pri tem sodeloval, on je pri tem kot žrtev. Mislim, on je bil isto napaden? Je bil. Jaz mislim, da oče, mama, ko pride do politike, takšne, kot je državna politika, Kučan, Pahorje, ki so bili vpleteni v te zadeve, ko pride do politikov, ki so bili vpleteni v te stvari, se nista pa samo ono, so bili vsi politiki. Popolnoma vsi v parlamentu so vedeli za to zadevo. Kaj bosta en oče pa ena mama? Kaj bosta ona dva naredila proti takšnemu aparatu, ki je že sama dva? Ničesar kaj dosti. A vse ste vi? Jaz sem imel osebne izkaznice. In to je zdaj zadeljeno? Zdaj pa vi povejte, kaj vi pričakujete. Kaj je zdaj v tem trenutku, kar jaz pričakoval od vas? Jaz v tem trenutku od vas, če bi jaz bil policist, kako bi na to stvar reagiral, jaz bi hotel zvedeti posebno od zdravstvenega osebja, glede njegove premestitve, v kakšnem stanju se nahaja. Se pravi, jaz bi ta postopek premestitve postavil, tam noter imajo veliko postelj, to je ena stvar. Po potrebi, če bi ga premestil recimo na Frančiščevo, kakorkoli, da pa ne bi prišel do dejstva, v kakšnem stanju se on nahaja. Tista primarna stvar, katero bi želel. Potem glede na te stvari bi pa vprašal zdravnico, zakaj, če je v takšnem stanju, ker jaz ga ocenjujem na stanje, kot sem povedal. On je nepogovorljiv, on mene sploh več ne pozna. Želel zvedeti, kako bo ta dom za ostarele pozitivno na njega vplival in želel bi potem tudi zvedeti, zakaj se recimo meni, kot njegovemu sinu, se je res, jaz sem njegov sin, jaz sem njegova žena, to je res.
Ampak zakaj se meni, njegovemu sinu, ne omogoča pravica dostopa do tega, da bi jaz izvršil preko sodišča, se pravi, svojo pravico do skrbništva nad očetom. To so ene take stvari, ki bi me zanimali. Druga stvar je, jaz direktno obtožujem bolnišnico Novo mesto, kar sem že predhodno omenil, da je zlorabljala svoje zdravniške kredenciale od psihiatrije, tudi govorimo od Petra Kapša, govorimo od Šešljeve, Tatjane Šešljeve, ki sta bila obratno upletena. Šešljev, ne, Prokšev. Ja. Ampak poglejte, se tudi je bila cela psihiatrija Ljubljana Polje upletena, za katere imam dokazal, da so bili upleteni v te stvari. Zakaj? Zaradi njihovega vpleta v takšne okoliščine, zakaj oče, mislim, kako so oni lahko razsodni o temu, glede na kam bo on nadaljeval svoje pot, mislim, kako... Zdaj ti še oče, pa? Moj oče pa Alcet Savo. Savo. Alcet Savo, ja. Ne, da sem poštjan. Ne, zdaj, ne, Vse lahko fotokopirate, če že to izkazam. Veste, kdaj je 21 let? 32. Mama je pa? Mama je pa Asocana. Ma kakšno telefonsko? Ona ima telefonsko? Od nje? Ja, mama ne. Se mislim, moja telefonska Moja telefonska številka v Nici je do mene. 21 538. Njena telefonska številka bi bila pa 070 74 82 39. Torej, jaz bom bil direktor, jaz sumim kaznivega dejanja iz strani policije same in iz strani psihiatrije. Glede na to, da je to... Kakšno pravilo to kaznivega dejanja? No, glede na to, da je to nevrološki oddelek, že sami menjeni psihiatri so bili upleteni, ker so mene pripeljali v to bolnišnico noter, natančno na ta se pravi na ta nevrološki oddelek pod postopkom MK Ultra. Se pravi, jaz sem tukaj sum, da se je zlorabilo očeta kot nekakšno sredstvo. Sem sicer tudi novinar, ukvarjam se pa predvsem z preiskavo svojega primera, za katerega sem vam povedal. Identificiral sem več kot 1000 ljudi. Na tak način, da je nemogoče, da bi se lahko ustanovilo, recimo, da te ljudi... Ja, se jaz vam lahko še enkrat pošljem ti svoj link, če hočete, od dokazov. Tam nekaj ne vem, koliko audio posnetkih, kjer se dokaže, da smo, recimo, da sem srečaval ljudi na cesti, kateri sem povedal, da so, ne vem, to in tako naprej, ampak tudi na Poljskem, na Češkem in tako naprej, to nekaj samo tukaj v Sloveniji. Obširno je. Dajmo se vrnem zdaj ničeti, se pravi, jaz mislim, da je prišlo direktno tukaj. Kdo bi rad skrbništvo naziv? Jaz direktno obtožujem bolnišnico Novo mesto, da je prišlo do zlorabe zdravstvenega stanja očeta, do ponovitve te kapi. Mislim, da je prišlo zaradi ničesa drugega, ne samo, da bi šlo tukaj za možgansko kap. Kot veste sami, so tudi sredstva, ki omogočijo podobne znake oziroma celo ponovitev kapi, da se takšne sredstva dobesedno oralno lahko vzame in se ta zadeva lahko ponovi. Te zadeve so, obstajajo. In direktno obtožujem zdravniško osebje Novega mesta, katero je bilo upleteno v to zadevo, da uporabljajo skupaj z psihiatrijo in ne bom rekel novomeško, ampak slovensko policijo mojega očeta kot sredstvo, da nekakšen, kako se reče, remote control.
na daljinsko upravljanje nekakšno sredstvo, zato da se meni omejuje moje delo, moje stvari. Na vsezadnje se morate zavedati, da sem 50 let star in preko psihiatrije se meni območje oziroma pravico do dela omejilo verjetno morda za 80%. Mislim, da ne vem, koliko je to vam predstavljiva stvar, vendar brez moje možnosti, da dokažem tole tukaj organom, dejansko, da je do tega prišlo, sem jaz v tej družbi nekako zelo, zelo omejen glede dela, glede vseh človeških pravic. In jaz bi želel, glede na to stanje, da se to zadevo preišče. Ja, to je zelo lepo, da obljubljate. Ja, in ta dokaz bom jaz, če boste vi meni napisal na kos papirja, katerega imam sabo. No, samo med seboj to vse. Bomo tukaj uredila, vejte, tale imate. Lepo, če hočete tole napisati, če imate svinčni koraki, ali da vam kar dam po potrebi. In napišite tukaj, da bo prosil še svoje ime, pa svoj elektronski naslov, pokazal, da bom jaz, tole je moja beležka za sebe. To naj ne dali. Ja, mislim, da sploh sam ne vem, kaj pišete. Ampak boljš... Na meni boljšete, ne? Ja, zakaj pa ne? Dejte, da bo prosim, no. Jaz sem vam poslal dokaze, se pravi v obliki videoposnetkov, potem pa se lahko sami odločite, ali so te stvari verodostojne ali ne. In glede na njih potem to stvarno da tudi obravnavate. Če imate kakšne težave s tem, pa prosim povejte, da se po potrebi spet sestanemo, oziroma da se obrnem na vašega, če ne nadrejenega, kar verjetno da na novem mestu se sploh ne bi, ampak kam bi bil pa naslednja, da bi se jaz potem obrnil tukaj? Na tožilstvu ste že bil, ne? Novomeškem tukaj sem bil, tako. Ja, to sta dva organa, ki, to ne vem, ta še mora biti, da bi dobil odločenja, ne? Aha. Da bi kaj svetoval. To bi bilo tudi spravo pot. Aha. Ker je bilo pa vam težko takoj, ne? Tožilstvo ponovadi po uradni dolžnosti tudi naredi, ne? Tožilstvo po uradni dolžnosti? V bistvu, če podate kazensko ovadbo, tožilstvo po uradni dolžnosti mora ukrepati, če gre za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kako se pa tole, recimo, kaznivo dejanje, kako pa podavanje se zadeve? Kaj? Da boste podal kazensko ovadbo. Tožilstvo. Aha, ki so v bistvu iste, za vas. Jaz bom pa tole tudi preučil, zabeležil, sem že podatke, ki ste povedal, za koga ste naslovil vse to, in bomo videli potem, kaj se bo dalo narediti. Kako se pa recimo vam zdi to kupovanje časa iz strani zdravnice, recimo, glede na to, da sem... Ja, ker je zdravnica 4 dni, ne? Je zelo mogo ta postopek ponoviti v dom za starejstvo. Ja, to zdaj težko reči, ne? Vedno nimate, ne? Ja, glede na stanje mojega očeta, ki se poslabšuje, pa je s časom. Ja. Težko zdaj reči na pamet, ne moram zdaj nič zaključiti gledati, ne, ta trenutek. Treba je zadevo poročiti, potem vam povedati, ne? Zumete. Podatke sem zabeležil, bom pa sicer mogo z vama govoriti, ne? Kakšna pa vaša številka, prosim? Številka vam dam na poslužni gotovo. Ja, prosim. 07, cenarno, 07. Ja. 07, sem na telefona, na telefona, 07, 332, 74, nič. To je policijska postaja Novo mesto, ne? Aha, in pa bi vprašal za komisarja ali še tudi. Če stacionarne kličete na mesto, ne? Tako. To je to. In potem bi vprašal za komisarja ali še? Če bo pa kjer drug poslužil, bomo to tomu. Je to, recimo, vaše ure, kako je z njimi? Odvisno, jaz sem ura sporedil, čas do povdne, čas po povdne.
Ok. Tako. Kukaj vas pokličejo, ali tako je? Če pa pokličete, poveste, da ste klikali, bo da bo zabeležen, pa bomo s tem poklicali nazaj, ne? Razumem. Ja. Imaš smisel. Ja. Tako na delo, mislim, pogledate, prijetkam, vsak dan, ne? Moramo tudi ne vekli, pa najne vekli tudi prej, ne? Zelo dobro. Bi vas vse ena stvar vprašal. Umenil si, da boste govorili za mojo mamo, Ja. Ker je lahko in prav, ne? Sem jaz bi vas vprašal. Kaj ona meni o tem, ne? Si prav. Aha, kaj ona meni o tem? Glede očeta tudi, ne? Pa to. Pa se vam tu prav zdi, mislim, smotrno, ker Ja, ona ima čisto eno drugačno predstavo, ne? Ja, Jaz sem pa čisto popolnoma drugačno predstavo, ne? Zdaj, ona, kako bi rekel, ona je pač davkoplačevalec, jaz sem davkoplačevalec. Mislim, kako jaz poznam te zadeve, kar se tiče človeka, pravi vašega očeta, ne? Pravico odločanja, da če on več Oče ne želel. more sam, ne? Ja, ne, Oče se strinja s tem. On se strinja s tem, da je isto zadevo verjetno. No, glavno, če enkrat oseba ne more več zaradi takšne drugačne stvari sama odločiti, se pravi, za zdravniške nekaj takega stanja, potem odločajo najbližji, ne? Tako. To je, prvi je partner, potem so pa sinovi, ne? Ja. Oziroma otroci, je tako? Ja. No? On je zelo... Torej, vi po tej liniji imate neko pravico. Ja, ker jaz tega predhodno nisem omenil, se prošam. Ja. Je izrazil nezadovoljstvo glede mame. On je izrazil, je prišlo do tega, da je izrazil, da je dobesedno se izrazil, da mora pač ravnati, tako ko mama reče, da ti je službenka novomeške občine. Da to je to. Med tem postopkom neki ultra, katerega sam je bil, lahko se reče temu tudi žrtev, sem upravno žal, da mora ravnati, tako kot mama reče. Da mama je zakon, to je bil vpleten bivši novomeški župan in njegova žena, ki so prihajali dobesedno v naš dom. Te stvari tudi med drugim izvajajo. Zato bi vas lahko. Ampak prosil bi vas, da obravnavate zadevo, kot sem zdaj omenil predhodno. Smo dva davkoplačevalca, ki imamo pravico vsak za svojega mnenja, za svoje obravnave s tem. In moja obravnava od njene, tako se pravi, tukaj ravnavi stvari, je popolnoma drugačna, ki so dva nasprotna interesa. Zdaj pa to je v vaših rokah. Jaz tukaj ja, ne gre se tukaj samo, da bi povedal. To je moj oče in jaz sem delal na tem, da bomo imeli. Ni to tisto. Ja, vejte. To je pač ena taka stvar, to je malo čudna stvar, ne? Da pride do takih stvari. Ampak tako se zgodi, včasih v življenju se zgodi. Če mi boste pomagal, no? Bom probal, no, dajte. Hvala,